Katrina, povej nam, zakaj morajo gledalci in gledalke gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Ja, mi vas bomo povabili ne samo na dogodivščino, ampak tudi v gost na nekaj posebnih načinov oziroma v naravo v vaši okolici, tako da boste dobili nekaj idej, kako mogoče še lahko pristopite naravi in sami k sebi, pa tudi mogoče kdaj pridete na kakšno tako izkušnjo, kjer vas bom jaz konkretno povabila v gost. Tako lepo. V redu. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami Katrina Čuk, ki je prva certificirana vodnica gozdne terapije v Sloveniji, usposobljena pri organizaciji ANTF v Kaliforniji. Ustanovila je metodo Gozdna alkimija in pod blagovno znamko Gozdne zgodbe vodi programe, kot so gozdne kopeli, krogi in šola gozdne alkimije. Katarina, dobrodošla, hvala, da si se odzvala mojemu vabilu. Najlepša hvala. Daj nam najprej razloži, kaj sploh pomeni gozdna terapija. Ja, to je res vprašanje, ki ga dobim največkrat. Največkrat je prvo verjetno, ne? Ja, je super, zato ker mogoče v našem prostoru gozdna terapija do določene mere je prisotna oziroma že poznana, do določene mere pa ne. Zdaj jaz rada rečem, gozdna terapija je čisto v najbolj osnovni obliki to, ko greš v naravo in se tam vedno bolje počutiš. To je tako, se pravi tudi, če sami gremo. Ampak kot metoda se je pa gozdna terapija razvila čisto kot ena praksa, ki je tudi vodena praksa, ne? Se pravi, da vodnik odpelje tako manjšo skupino v gozd oziroma tudi v kakšno drugo naravno okolje, ne? Ker v bistvu cel naziv je naravna in gozdna terapija, ker je narava v različnih oblikah zdravilna, ne pa terapevtska. In potem vodnik povabi ljudi v določen stik z naravo, v različne stike z različnimi elementi bitja narave in tudi z različnimi čutili, deli telesa oziroma pa z različnimi deli našega celostnega bitja, ne. In to ponavadi traja tam kot praksa približno 2 do 3 ure. Vmes se pač vsak posameznik pač srečuje z naravo na svoj način, potem se na vsake toliko časa tudi zberemo, si podelimo malo izkušnje, toliko, da je v bistvu tudi ta socialna nota zelo pomembna. Potem pa tudi naredimo en tak zaključek in tako naprej. Je pa v osnovi pač pomembno to, da je gozd oziroma da je narava terapevtka oziroma terapevta, ne. Mi pa kot vodniki nekako pripeljemo ljudi v en tak stik, malo pomagamo se upočasniti na nek način, kar je danes včasih malo težko. Malo odpreti, rečemo temu, vrata naših čutil, tako da lahko se mogoče narava pa posameznik malo lažje srečata in potem, kar se mora zgoditi, jaz rečem, se pa pač zgodi, a ne. Jaz pa v bistvu res delujem prav po metodi relacijske gozdne terapije, ker namreč je malo več različnih pristopov. Relacijsko pa v smislu, da se res osredotočamo na odnos, ki se ali vzpostavi ali poglobi lahko med posameznikom in naravo, tudi med posameznikom s samim seboj, a ne, pa tudi med seboj, zato ker nas je več v skupini na gozdni terapiji. Jaz sem bila nedavno s teboj na gozdni terapiji, ker sem želela to izkušnjo in je bilo ravno prav, preden imava danes ta pogovor. In je bilo res, ko si omenila ta socialna nota, mi je bila res zanimivo. Predstavljala sem si ravno to, da je bolj individualno, kar je v večini, v osnovi, ampak to, da slišiš druge, kako doživljajo, kaj so slišali, kaj so občutili, kaj so videli, mi je bilo pa res zanimivo, o čem vse ljudje razmišljamo, ko gremo v naravo. Se vrneva do tega, zanima me še za začetek, še to naj omeniva, več vodnikov je gozdnih v Sloveniji, a ne? Tako, ja, res je. Mi smo pred kratkim osnovali Slovensko združenje za gozdno terapijo, prej smo se sicer že neformalno povezovali, v bistvu z namenom tega, da sodelujemo, da pripravljamo tudi skupne akcije, recimo ob dnevu gozdov, dnevu gozdne kopeli, ki je septembra. Pa tudi tako, da smo si nekako v oporo, v navdih in tako naprej. Včasih so tudi skupine večje, pa recimo 2 vodnika skupaj vodita in tako naprej. Tako da ja, so po celi Sloveniji in ljudje v bistvu se lahko danes že marsikje udeležijo. Res je lepo, kako je to razširjeno v Sloveniji, ne? Tako da ni neka nova zgodba v resnici. Pa dajva se vrniti čisto na začetek. Zakaj si začela s tem sploh se ukvarjati? To je vedno zanimivo. Taki projekti ali pa poklici v resnici, kako je to zate, kaj te je pripeljalo do tega, če nam lahko deliš?
Ja, vedno je zgodba v Ja. nekim. Jaz to tudi zelo, zelo, zelo rada slišim, tudi vedno, ko ljudje pridejo, recimo jaz tudi učim drugače nove vodnike za gozdoterapijo in mi tudi vedno to zanimivo. Kako, zakaj, ne? Od kje, kaj je tvoja zgodba, zakaj si prišel v to? Ja, jaz sem v bistvu res začutila, da mi je narava izredno pomagala v določenem obdobju življenja, ko sem to res najbolj rabila. Bila sem pač v nekem obdobju, ki mi je bilo res težko in v tistem času nisem bila več toliko povezana. Sicer kot otrok sem odraščala na Gorenjskem in sem bila non-stop v potoku in v gozdu, a ne pa na travnikih. Potem, ko sem se malo od tega oddaljila in so prišli določeni izzivi življenja, ne, v zgodnji odraslosti, sem pa potem nekako poskušala najti tisti nek stik nazaj, pravzaprav s sabo, a ne? Ampak sem rekla, kaj mi manjka, prav spraševala sem se, kaj mi manjka. In sem ugotovila, tako sem prav pogledala pač na balkonu, na zunine so bila drevesa, zelo blizu balkona in sem rekla, saj res, jaz rabim iti nazaj v naravo večkrat. In takrat sem živela v Ljubljani sicer in sem začela hoditi ob Ljubljanico, v bistvu v en del, kjer je jesen, je tako kot en slap, a ne, in tista voda je meni res pomagala, ne, prvo. Tako da sem se potem počasi začela, v bistvu sem se morala čisto tako celostno, fizično, duševno, emocionalno malo postavljati nazaj v življenju in sem potem začela vedno več hoditi, pa potem na Golovec, pa v različne dele, pač in park in gozd in tako naprej. In nekako res sem videla, kakšen učinek je to imelo na moje razpoloženje, na moje zdravje, fizično, mentalno zdravje in tako naprej. In me je to začelo zelo zanimati, ne. In bolj, ko sem šla v ta stik, bolj, ko sem se poglabljala, ne, v ta odnos z naravo, bolj sem začela dobivati, jaz temu rečem, a ne, kar je ena taka šepetanja narave, a vidiš, kako to tebi pomaga. In sem rekla, in je bil tak navdih nek, deli to z drugimi, a ne. Jaz sem takrat tudi sicer že imela neke delavnice, neke osebnostne rasti oziroma tako meditacije in take stvari in sem rekla, ok, bom jaz peljala ljudi v naravo dejansko potem, a ne. Kot, ne vem, meditacija v naravi. Nisem vedela, kaj bi dejansko, kako bi, ampak sem probala, ne. No, potem sem pa napisala knjigo Naša brezčasna narava, ravno v bistvu iz teh svojih izkušenj, teh nekih šepetanj, nekih navdihov narave, res kako različni elementi, različni deli narave pomagajo in tako. No, potem pa sem zasledila en turistični produkt, ki je iskal izvajalce. To je pa bil gozdni selfness ali forest selfness, a ne, v Cerknem. In so ena krasna ekipa mladih turističnih in lokalnih tam delavcev to v bistvu osnovali, a ne, kot trend, ki je prihajal sicer delno z Japonske, pa tako, kot Shinrin-yoku, a ne, kot gozdno kopanje. Ampak so postavili to tako kot nek wellness v naravi z nekimi elementi tudi tega, kako nam lahko narava pomaga, tudi če se umirimo v njej, a ne, na različne načine. Tako da sem se jaz prijavila kot izvajalka, ker sem rekla, jaz nekaj takega počnem, pa mogoče bomo pa skupaj. No, in smo res potem skupaj malo sooblikovali ta program. In smo bili vabljeni tudi na en simpozij šumske medicine, ker je bilo v Srbiji, ne, gozdne medicine. Tam je ena krasna profesorica, ki to zelo promovira, res skrb za zdravje preko gozda. In sem tam spoznala dejansko potem organizacijo, pri kateri sem se šolala, Nature Association for Nature and Forest Therapy. In sem se odločila kar, da grem jaz pol na to izobraževanje, da bi mi dali v bistvu en tak res tudi okvir, pa eno podporo, eno ozadje tega, kar sem si želela početi. Tako da od 2017 sem potem tudi certificirana in sem pol začela različne programe tudi sama voditi in jih tudi ustvarjati. Res lepa zgodba. Dostikrat sem videla, da omenjaš, da narava zdravi, a ne. Jaz to začutim in to se je tudi pri tebi videlo, ne. Pa daj nam povej, kar rečemo, ja, je vplivalo to na razpoloženje, ampak morda je kdo izmed naših gledalcev, gledalk skeptik, a ne. Kaj da recimo gost v tvojem primeru na fizični ravni, ker to znanost potrjuje, veliko je bilo njih raziskav, a ne, dejansko na fizični ravni, kaj vse, pri čem vse nam pomaga, če nam lahko našteješ par konkretnih stvari? Ja, res je. Znanstvene raziskave potrjujejo to, kar v bistvu mi čutimo, ne. Ampak to je pomembno. Pomembno je dejansko za, lahko nekoga to res pritegne bolj v naravo, je pa tudi pomembno za različne projekte in tako naprej, da je to res lahko tudi na sistemski ravni, kar tudi počasi se dogaja, ne. To pomaga posamezniku.
Se pravi, na fizični ravni so na prve raziskave, in ogromno teh raziskav je bilo narejenih na Japonskem in v Koreji in tako naprej, so bile na ravni, kako nam pomagajo fitoncidi. Se pravi, to so te snovi, danes že velikokrat omenjena beseda, ampak lahko je pa seveda tudi še dosti nepoznana. Fitoncidi so dejansko snovi, ki jih drevesa, v osnovi drevesa oddajajo, drugače pa tudi prst, sploh recimo po dežju in tako naprej, ampak to so pač molekule, ki jih mi vdihujemo skupaj z eteričnimi olji, recimo, ne. To, ko vohamo recimo borovce, tudi to je v bistvu to znotraj teh molekule, ki potem v našem sistemu delujejo na naš krvni sistem in preko tega potem uravnavajo ogromno enih stvari dejansko. Je bilo dokazano, da izredno zvišajo podporni imunski sistem in znižajo stresne hormone, kortizol in tudi dopamin do določene mere in take stvari. Se pravi, konec koncev lahko pa rečemo, da že samo iz tega, ker znižujejo te hormone stresa, vse skupaj potem lahko prihaja v ravnovesje. In je bilo potem naprej različne študije do tega, da se recimo okrevanje pri boleznih ali pa po poškodbah, po kakšnih operacijah izredno lahko zviša. Tudi recimo ne samo prek fitoncidov, ampak že samo pogled v naravo, tudi celo čez okno je dokazano veliko bolj podporen, kot pa če ležimo v recimo bolnici, kjer tega nimamo. No, ampak recimo ravnoveša krvni tlak, srčni ritem, pač dihanje, pljuča in vse to, krvnožilne bolezni se lahko zmanjšajo in tako naprej. Potem celo določene raziskave so potrdile, da se te celice ubijalke, jim rečemo, ki se borijo proti oziroma najdejo in se borijo proti celo takim celicam, kot so rakaste celice, se pravi, se to lahko poviša in lahko na ta način. Se pravi, res je ogromno tega, že samo na fizični ravni. Potem greva lahko Potem pa pa, še naprej. ja, lahko greva pa tudi delno še naprej, potem. Na tej točki si bova vzeli kratek odmor. Po odmoru se vrneva in se bova od znanosti, se bova odpravili kar v gost, pa da vidimo, kako nas bo ta pozdravil. Se vidimo kmalu po odmoru. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina, v kateri se danes pogovarjamo z gozdno terapevtko Katarino Čuk, s katero bova sedaj pa vstopili v gost. Ja. Ko gremo v gost, povej nam, če recimo gremo sami, kakšne so kakšne vaje, kaj početi tam, da nam gost pomaga kot terapevt? Ja. Veliko različnih stvari lahko naredimo mogoče kdaj majčkeno drugače kot običajno, ko gremo v gozd. Ali pa pač v naravo kamorkoli, lahko je to obala, lahko je to park, lahko je pa tudi naš lasten vrt, ali pa balkon, konec koncev. Jaz bi rekla, da ena taka najbolj pomembna stvar, ki je pa lahko sicer tudi najtežja na začetku, je to, da se malce upočasnimo, ampak sam zato, da, se pravi, ko si mi vzamemo čas, kot si z kakšno osebo, če se želimo, pač, ne vem, navezati stik ali pa pač, ko je dobro, da vzamemo malo več časa, ne moramo nekaj na hitro, tudi z naravo je podobno tako, in na ta način lahko sploh pridemo do več teh pozitivnih učinkov. Se pravi, mogoče malo raziščemo, kaj bi to za nas pomenilo. Poskusimo, tako kot smo tudi na gozdni kopeli pri nas zadnjič počeli, smo še na začetku res zelo počasi in mogoče samo malo raziskujemo, koliko opazimo takrat, ko gremo počasi okrog sebe z različnimi čutili. Se pravi, ne samo kaj vidimo, lahko opazujemo, naprimer, kaj se premika okrog nas, a se moramo mogoče skoraj ustaviti, da dejansko vidimo neko premikanje. To nam že v bistvu zelo našo pozornost nekako pripelje v ta trenutek. Pa tudi, kaj diši okrog mene, česa se lahko dotaknem. Se pravi, ne samo to, da mi šibamo skozi naravo, če tako rečemo, pa samo gledamo, tudi v bistvu, kako se dotakniti. Pa mogoče tudi to, ne samo dotakniti se s prsti, recimo drevesa, ampak kako je, če se dotaknem s to stranjo, kako je, če se naslonim, kako je, če mogoče prislonim lice, Se pravi, ene take stvari, da porabimo čim več na nek način tudi delov telesa, tako rekoč, in na različne načine, kot običajno ne, recimo, Potem bi rekla, da je zelo dobra stvar, če poskusimo, enkrat smo se tudi pogovarjali, da ni samo 5 čutil, ampak kot jaz pravim, je v bistvu celo naše telo je eno sama senzorika, eno samo čutilo oziroma milijon čutil.
Nekaj, kar smo v današnji dobi nekako pozabili, pa je zelo drugače pomembno za naše telo in tudi za naš občutek v svetu, v življenju, ki smo, in tudi za zdravje, je občutek našega telesa v prostoru. In vaja, ki mi sicer rečemo telesni radar, je, da na nekem mestu, kjer je pač varno, da lahko lepo stojimo, zapremo oči in mogoče lahko tako le damo malo roke, samo tako, da imamo ta občutek in poskusimo občutiti, kako je, ko smo obrnjeni v določeno smer. A ne? A čutimo sonce na koži, ali veter prihaja, ali je neka svetloba, ki gre tudi v bistvu skozi veke, lahko pa tudi navzdol pogledamo, če nam ni to prijetno, da ravno mižimo, ne? In se potem recimo poskušamo okrog svoje osi malo premikati in občutiti različne smeri. S sprednjim delom telesa, zadnjim delom telesa, se pravi, in tudi mogoče malo premikamo roke. Kako je ta občutek, a ne, telesa pač v prostoru, in to v prostoru, ki je narava, še toliko bolj, ker bomo potem, a ne, čutili različne elemente narave. Recimo, to je tudi ena taka. Bi pa omenila še eno zelo tako malo daljšo prakso, mogoče za gledalce, ki si jo lahko, meni je to recimo zelo všeč in to je tudi ena od mojih osebnih praks, pa tudi v gozdni terapiji se uporablja. In to je tako imenovani sit spot, oziroma jaz temu rečem kar neka točka, kjer sediš, povezovalna točka, ampak v osnovi je mišljeno to, da si najdeš en prostor v naravi, oziroma tudi je lahko košček narave, ali je to tudi tvoj balkon, ali pa mogoče doma ob eni lontnici, ob eni roži, lahko je pa tudi v gozdu, ampak jaz mislim, da je dokaj dostopno, da lahko večkrat gremo tja, da ne rabiš samo enkrat na teden ali pa na mesec se tja pripeljati. In greš tja sedeti, dejansko sedeti v različnih letnih časih, v različnih časih dneva, ob svojih različnih razpoloženjih in stanjih. In takrat v bistvu pač poskušaš sedeti, recimo tam ene 15 do 20 minut je odlično. Zakaj? Zaradi tega, ker pač takrat gremo mi potem čez ene 3 cikle tega, da se naš pa naša ruminacija, ne, ta misli majčkeno umirijo. Je to čisto normalno. Pa tudi narava okrog nas ima takrat čas, recimo, če smo zunaj, kjer so tudi, ne vem, ptice, pa kakšne druge male živali, imajo čas, da se nekako navadijo na našo prisotnost in potem lahko znova, v bistvu se nam znova pokažejo. Na ta način potem tudi pride, pač ne vem, lahko poslušamo ptičje petje ali pa, ne vem, vodo, če je zraven, ali pa opazujemo tla, kakšne listke, karkoli. Se pravi, ampak ena taka praksa umirjanja pa stika in zelo fajn. Jaz se spomnim iz nedavne gozdne terapije, ki si nam dala navodilo, opazujte, kaj se premika. In to mi je bilo zelo zanimivo, ker sem poskušala poleg listja, ki se zaradi vetra premika, poiskati kakšne mravlje, ki smo jih potem prestopili na tleh. Tako da je res, moramo biti čuječi nekako, če lahko uporabim kar ta izraz, da svoje telo kot celostno senzoriko, kakor si nas zdaj naučila, uporabimo, da res zaznamo. Ali pa recimo, sem se od enega naučila, poslušajte različne zvoke, poskušaj najti 5 ali 10 različnih zvokov. In to je treba izklopiti vse misli in biti res pozoren na vse, recimo, različne ptice, ki so, vodo, če je veter, da je to res ena taka zanimiva reč. Sploh se mi zdi, da gost tukaj pomaga pri temu, da pridemo nekako nazaj v zavest sebe. Ni tako, ker nam je mogoče današnja družba, tako nas je malo oddaljila od sebe. Da jaz gozdno terapijo dojemam kot tako, da me privabi nazaj k sebi. Ko si rekla, začuti svoje telo. Ko sem poskušala pred par leti prvič, to mi je bilo tako nenavadno. Kaj to sploh pomeni? Verjamem. Gost nam pri tem pomaga, narava nas sploh, ampak zakaj v bistvu se osredotočamo mogoče še malo bolj na gost? Je zato, ker je res ogromno enih elementov tako pozitivno nasičenih tam. Se pravi, res imamo različne barve, lahko opazujemo različne stvari z različnimi čuti in zato nam. In v bistvu ravno, ko si rekla, težko je na nek način umiriti misli in se stik s sabo narediti, ampak v naravi se to samodejno zgodi. In se samodejno ta naša pozornost lahko pač potem tudi uravnovesi. Na ta način tudi ta naša, ker smo lahko tudi mentalno zelo utrujeni v današnjega sveta in tega non-stop zelo veliko mentalnega dela,
se v bistvu res potem avtomatsko to umiri in lahko pridemo tudi do tistih stanj, ki so zelo pomembne za nas, za naše dobrobitje, do tistega stanja miru, počitka in regeneracije. Ne? Da si res vzamemo čas za to in da si dopustimo, da se umirimo. Kot si rekla, v gozdu, pa verjetno še marsikje drugje v naravi, se to, kar samodejno zgodi, saj mi smo narava, mi smo le del narave, smo narava, in se to avtomatsko zgodi. Na tem mestu si bomo vzeli kratek odmor. Drage gledalke in drage gledalci, kmalu se vrneva s Katrino nazaj, ko bova še več govorili o tem, kako nam lahko gost pomaga v tem današnjem norem do neke mere svetu. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami Katrina Čuk, gozdna terapevtka. Katrina, omenili sva že nekoliko moderne čase, pa to, da mi smo narava. Me to spomni na stare civilizacije. Zagotovo so bili bolj povezani z naravo. Kaj so oni vedeli že takrat, pa mi danes odkrivamo v narekovajih na novo? Ja, v bistvu lahko gremo zelo nazaj in rečemo, da smo se v bistvu, naša človeška vrsta se je evolucijsko razvijala v sami naravi. In zato imamo mi v bistvu na celični ravni ta spomin na to, da je narava za nas blagodejna, da nam pač prinaša nek razvoj in neko podporo že v sebi. In zdaj se tega pač tako se zgodi po zgodovini, da včasih gremo bolj k temu, pa se odmaknemo in spet nazaj. Tako da zdaj je res en ta preporod, bomo rekla, teh malo več stika z naravo. Je pa res, da so pa vmes bile določene civilizacije, tudi naši predniki, bolj povezani z naravo. Se pravi, v osnovi drugače so bili zato povezani, ker so morali biti, za svoje preživetje, za svojo skupnost in tako naprej. In so znali, ampak se pravi, ne samo to, da so potrebovali naravo zaradi, ne vem, hrane in zavetja in tega, ampak so tudi znali nekako prepoznati določene sile narave, določene elemente narave, ki so jih lahko podprli. Že v naših koncih vemo, da so recimo poznali neke čarne kamne, čarna drevesa, so temu rekli, ki naj bi posedovala neke moči, ki so jim pomagale, ne vem, pri zaščiti na nek način, ne vem, živine doma, pri pomoči, da so bili otroci zdravi in tako naprej, pri tem, da je bila da so lahko imeli dobro žetev in tako naprej. Se pravi, so znali nekako tudi gledati na elemente narave, na cikle narave, se pravi, veliko bolj v stiku s tem, s cikli sonca, s cikli lune, tudi s cikli različnih planetov in zvezd. Pomemben je bil, ne vem, spomladansko enakonočje, pa solsticiji in tako naprej. In so tudi v bistvu svoja bivališča in svoje prostore nekega čaščenja oziroma nekega tudi združevanja, kjer so se družili in nekako tudi se podpirali in drugega skupnostno, so postavljali na določena mesta, ki so imela ta, ker je bilo v bistvu zaznano, da so imela en močen pomen pa energijo. Nas je tehnologija malo oddaljila od narave, ampak kot omeniš besedo preporod, sedaj nekako na novo izumljamo naš odnos do narave, ki je bil nekoč naraven. Danes ga moramo pa nekako privzgajati nazaj. Omenjala si sile narave, da imajo svojo moč. Spomnim pa se na gozdni terapiji, ko sem bila zadnjič s tabo, da si omenjala gozdna bitja in mi je bilo zelo zanimivo. Kaj misliš s tem? Ali imamo kakšne škratke, vile, ki živijo v gozdu, če uporabim malo domišljije? Kaj točno misliš s tem? Ja. Namensko uporabljam ta izraz, ki je lahko zelo širok. V angleščini pač rečejo being, mogoče so te konotacije malo različne, ampak mislim pa res to, da lahko vsak nekako sreča ali fizično ali pa v svoji domišljiji različna bitja. Bom povedala, recimo bitja kot v smislu živa, čuteča bitja, za katera jaz smatram, da so vsi, tudi nekaj, kar bi biologija temu rekla neživa narava, kot so na primer kamni, ali pa to mi dojemamo, da so pač živa bitja. Če smo prej rekli, da smo imeli včasih so čarne kamne, se pravi vse, kar na tem svetu obstaja, ima neko prisotnost in mi lahko gremo v stik. Se spomnim, da si ti našla en mah, zelo tak luškan, ki ti v bistvu tudi, je v bistvu na nek način bitje, kot tako. Zato, ker ti omogoča nek stik, se pravi, smo lahko nekako skupaj. Drugače so pa to lahko, ne vem, drevesa, voda, se pravi, slap je na nek način, bitje lahko.
Lahko pa tudi, včasih pa udeleženci tudi rečejo, da se jim je zdelo, da pa pač so zaznali tudi nekaj, kar mogoče ni bilo z očesom, ampak mogoče s kakšnimi drugimi čutji, mogoče z intuicijo ali pa kakorkoli. Tako da širok spekter živih, čutečih bitij, jaz mislim, da je na svetu. Being, ta izraz v angleščini, morda je bolj poveden. Ker tudi mi smo nek human being, ampak že tisto, da ima neko prisotnost ali pa neko dušo. Pa dajva zdaj malo iz gozda iti do vode. Meni je voda zelo blizu, sploh jezera, tudi slapovi. Kako lahko pa to pomaga? Kako nas lahko to terapira, če nas lahko, ali so kakšne vaje tam, ali je to čist neka druga lastnosti, ki ima voda kot bitje? Kakšna je ta relacija? Raziskave so potrdile v bistvu ob vodah, še posebej ob velikih stoječih vodah, kot je recimo ocean, morje, jezera, po eni strani še bolj potencirani ti pozitivni učinki, kot jih pravimo za naravo. Omenja se recimo green spaces pa blue spaces, pa se včasih tudi primerja. Ampak v osnovi res ti blue spaces, kot so, se pravi nekako modri prostori oziroma mišljeno kot pač voda v različnih oblikah, zelo močno podpirajo predvsem recimo tudi naše mentalno zdravje. Je zelo pač poznano in dokazano, da se tudi občutki kakšne tesnobnosti, depresije in splošnega mentalnega dobrega počutja lahko zelo izboljšajo ob vodi, da nas lahko zelo pomiri, sploh če se recimo, ne vem, sprehajamo, poslušamo valove, naprimer, gledamo v gladino in nekako smo tam zraven, s tem being, s tem bitjem. Je pa res, da tudi seveda tudi elementi, se v bistvu vemo, mi imamo zdravilišča ob vodah, recimo ob morju, vemo, da so tudi na fizični ravni, ampak tudi ti negativni ioni, ki se sproščajo, zdaj spet mogoče ob tekoči vodi še malo bolj. Japonke recimo so znane, da sedijo ob slapovih, ker se v tej meglici kopajo in jim to daje mladost, ampak hkrati pač spet vpliva na veliko stvari v našem telesu, ko ti negativni ioni prihajajo do nas. Vidiš, si mi dala idejo, se moram začeti v meglicah kopati. Včasih me zanese ob slapu, pa grem v Tolmun se kopati. Nedavno sem se v Posočju v enem slapu, oziroma Tolmunu, skopala. Ampak ja, te negativni ioni so predvsem pri večjih slapovih, verjetno tudi jih je več. Pri Savici je tudi informativna tabla, ki povabi, da gremo bliže, kolikor se da, da nas to... Pogosto te učinki so povsem nevidni, ampak je to telo zaznava, bolj ko se učimo upravljati z našim telesom, bolj vidimo. Katarina, zanima me tudi, ti obvladaš to, znaš upravljati s svojim telesom v gozdu, pa veš točno, kaj početi. Zanimajo me zgodbe tvojih udeležencev, tvojih terapij, kaj so ti kaj povedali, ker mogoče so bolj na osnovni bazi, kaj njim da gost? Se pravi, mogoče bi sam rekla, jaz nisem noben sicer strokovnjak, ker strokovnjaki smo vsi za stik z naravo, sam to želim, Se pravi, mi se moramo sam spomniti, naše telo se počasi spominja, in zato tudi jaz nisem kot terapevtka, ampak je gost terapevt, sam to, da se vrneva v to. In ljudje to potem tudi sami včasih rečejo, tudi če mi temu ne bi rekli gozdna terapija, sem prepričana, ali pa naravna terapija, da bi nekdo rekel, jaz se pa res počutim, to je bilo pa res terapevtsko, ko preživi, in to dostikrat slišim, Res je pa to bilo en tak čas, ko se zdaj res počutim bolje. Ampak so pa tudi kakšne konkretni, kako bi rekla, rezultati ali pa zgodbe včasih, ko ljudje delijo ob koncu ali pa tudi že vmes. Recimo, zelo zanimiva mi je bila ena zgodba ene starejše gospe, ki je bila pri meni in se je počutila malo nesigurno pri hoji, in je v bistvu potem imela pač seveda priložnost, da smo šli po taki poti, da je bilo pač varno, položno in tako. Ampak je v tem času, ko smo imeli priložnost, da smo se umirili, da smo res počasi in s pozornostjo hodili, je potem delila, da je začutila, kot da bi nekako iz zemlja prišla naproti in jo res podprla nek korak. Se pravi, ne to, jaz sem stopala lažje, ampak zemlja me je podprla, kot da bi mi nekako me ujela pri vsakem koraku. Naprimer, meni so take zgodbe zelo pri srcu, ko dejansko na ta način ljudje občutijo, brez da jim posebej kaj takega razlagamo ali pa pač želimo od njih, ampak enostavno ta
ta bitja, ki jim pristopijo, začutijo. A ne? Recimo potem tudi kaj takega, kot je, enkrat se spomnim, da je, drugače otroci so tudi zelo zanimivi. A ne? Imela sem eno skupino otrok in recimo njim pa domišljija tudi malo več dela, ali pa mogoče tudi nek občutek, ki smo mi mogoče pozabili, ampak kot otroci smo imeli. Ne? In smo poslušali drevesa. Jaz sem rekla, posluhnemo drevesom in so potem otroci to delali na različne načine. In neki otrok je pač res dalo prav uho gor na deblo in je potem pride en otrok in reče, meni je drevo povedalo pravljico. A ne? Se pravi, okej, ne moramo reči, da se pač ta otrok zmišljuje. Nekaj se je zgodilo v tistem stiku, ne? Kakorkoli, pač če je bila to domišljija, nekaj je tam. A ne? Se pravi, različne te stvari, res pa največkrat slišim, da pa rečejo ljudje, kot prvo, nikoli v življenju še nisem hodila toliko počasi, recimo, kdaj rečejo, a ne? Ampak kako zanimivo je to in kako več stvari opaziš in bom še kdaj poskusila. Pa kako drugače je, če gremo počasi, ne? Celo telo je drugače. Katrina, kje te lahko spremljamo, tvoje informacije, kaj se bo dogajalo v bodoče? Ja, tako, se pravi, jaz sem povsod prisotna na teh, pač na spletu in na socialnih omrežjih pod Gozdne zgodbe. In pa tudi na gozdnaterapija.si, tam se združujemo, se pravi, vsi ti vodniki, tako da res vabljeni gledalci, da si pogledajo, če je v njihovem koncu se kaj dogaja. V septembru je dan gozdne kopeli in potem v marcu mednarodni dan gozdov, takrat so vedno naše skupne akcije, tako da se lahko udeležijo tudi na poseben način, takrat se še malo več dogaja. Ne? Sicer pa mesečne gozdne terapije in pa drugi programi pri meni vedno na gozdne zgodbe. Gozdne zgodbe. Ja. Najlepša hvala, da si nas povabila v gost na kopel ali na terapijo. Drage gledalke in drage gledalci, hvala, da ste bili z nami. Verjamem, da ste dobili nek navdih, da boste naslednjič, ko greste v gost, ki vam je blizu ali pa malo dlje, začutili tole malo drugače, začutili svoje telo in gost na nek povsem drug način. Hvala, da ste bili z nami in se vidimo v naslednji oddaji Moja dogodivščina.